Najboljši umetniki pred mikrofonom. Spoštovani, spoštovane, ta teden je umrl Slavko Pregl, mladinski pisatelj, avtor basni, satirik in urednik. Rodil se je septembra leta 1945 v Ljubljani. Napisal je več 10 knjižnih del, med katerimi prevladujejo besedila za otroke in mladino. Avtorjeva izjemna priljubljenost se je začela po izidu legendarnega mladinskega romana Odprava zelenega zmaja leta 1976. Slavko Pregl je prejel vse domače literarne nagrade za otroško in mladinsko književnost. Med drugim je deloval kot urednik pri Mladinski knjigi. Bil je predsednik Društva slovenskih pisateljev in predsednik Društva Bralna značka. Pred upokojitvijo je vodil tudi javno agencijo za knjigo. Leta 2017 je dobil odlikovanje Red za zasluge za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih. Z avtorjem se je o njegovem pisanju, humorju ter odnosu do otrok, o medijih in še čem leta 2015 pogovarjala Simona Kopinšek. Najprej me zanima, ste vi ta občutek za humor, s katerim hodi ob boku tudi modrost, ste ga podedovali ali ste se ga priučili? Iz roda v rod gre tudi preko knjig, seveda, ne z branjem, ampak res me zanima, kako pa je s krvjo? Jaz sem zanesljivo neke osnove za ta humor podedoval in seveda v družini, kjer smo bili 3 sinovi, sta starša morala imeti precej smisla za humor, da sta preživela naša učna fantovska in potem tudi odrasla leta. Je treba seveda povedati, da so bili časi moje mladosti zelo drugačni časi v primerjavi z današnjimi. In seveda starša, oče bil sirota, ki se je iz Suhe krajine preselil v Ljubljano, mati je bila kmečka hči iz Dolenjske. Sta morala imeti precej domišljije, zato da sta, bi rekel, vzgojila 3 sinove v času takoj po 2. svetovni vojni, v času tudi nekega pomanjkanja in tako naprej. In takrat je bil velik poudarek na tej, bi rekel, na duhovnem delu življenja, tako da mi 3 sinovi smo bili deležni vseh možnih dodatnih izobraževanj, ki jih moja 2 starša nista imela, se pravi glasbena šola, telovadna društva in tako naprej. Tako da sem si včasih zaželel, da bi bilo manj tega. No, ampak to so starši in mi 3 fantje smo to preživljali s humorjem. In seveda, jaz sem srednji sin, srednji brat in sem imel možnost Se je vas najbolj prijelo? Razvijati humor in nasilje nad mlajšim bratom in razvijati pohlevnost v odnosu do starejšega. Ne. In potem kombinacija obojega je verjetno dala rezultat, se pravi humoren pogled na svet. Kdaj ste pa začeli pisati tako resno, ko je dozorela odločitev, da bo tudi prišlo do knjige? Preden ste postali oče ali potem, ko ste se spoprijeli tudi s to vlogo? Jaz sem moja prva besedila so bili v bistvu ekonomski komentarji. Jaz sem končal ekonomsko fakulteto in sem pisal ekonomske komentarje za revijo Mladina. In seveda potem korak od gospodarskih komentarjev do humorja je v Sloveniji relativno majhen. Tako da sem potem pisal tudi humoreske o bi rekel, resnih gospodarskih temah. No, in ko sem se nekako izbrusil v pisanju, me je potem sosed, jaz sem bil urednik Mladine, sosed je bilo pa uredništvo Pionirskega lista in me je urednik Valter Samide povabil, da ponudil mi je, da napišem kakšno besedilo za mlajše bralce. Jaz sem si mislil, da tega ne znam. No, ampak sem se poskusil in je bilo to kar precej uspešno.
To je bila odprava Zelenega zmaja. Legendarna odprava Zelenega zmaja. Zdaj bi lahko dobila ta knjiga že nov naslov, ne? Legendarna. No in seveda mladi bralci so bili ljubeznivi do mene, tako da sem bil prisiljen nadaljevati, ne, potem je bil priročnik za klatenje, Genij v kratkih hlačah in tako naprej. Tako da moja prva besedila za otroke in mladino so nastala pred tem, ko sem bil oče. Ne. Ampak povejva pa, poudarjava, da ste pa morali imeti tudi zelo bogato otroštvo, ne? Ker to sem pa prepričana, gospod Slavko Pregl, pa tudi, če se greste špetirati z mano po domače povedano, da ste pa vendarle kot otrok imeli tudi prisotne veliko igre, ne? No, jaz sem imel prelepo, kako bi rekel, nadlepo mladost, ne? Jaz sem bil pač mestni oziroma predmestni otrok in se mi zdi, da je danes mnogo deklet in fantov prikrajšano za življenje, ki smo ga mi imeli na dvorišču. Dvorišče je bil nek način čudež pred blokom, ne? Se pravi, srečevanje s fanti, z dekleti. Spominjam se, da smo ob večerih, takrat seveda ni bilo prometa posebnega, šli objeti dve dekleti iz ulice in več fantov in ti dve dekleti sta nam pripovedovali zgodbe iz knjig, ki ste jih prebrali, recimo. To je bilo nekaj neverjetnega. No in seveda, jaz sem hodil na počitnice na Dolenjsko k babici, ki je imela sijajno kmečko posestvo, veliko kmetijo. In jaz sem seveda bil prepričan, ko bom velik, bom kmet, ne, in da bom takrat sem bral pač ruske realiste, da bom iz njene kmetije napravil veliko socialistično kmetijsko gospodarstvo. In zato sem vedel, da moram iti v šole, ne, in sem mislil iti na agronomsko fakulteto. Ampak ker srednje kmetijske šole ni bilo v Ljubljani, bi moral iti od doma, ker se mi ni dalo. Sem šel v gimnazijo. Ker je bilo doma tako lepo, bi lahko rekli, ne? Ja, seveda, doma je vedno lepo, ne. No in seveda gimnazija je bila 100 metrov stran od tam, kjer sem stanoval. In na šoli so me potem opazile zelo dobre učiteljice slovenščine in potem sem bil za kmetijstvo, za slovensko kmetijstvo izgubljen. Ni pa nujno, da je bila to velika škoda. Kako je bilo gostovati pred desetletji po slovenskih šolah? So bili otroci veliko bolj krotki kot današnji? Kakšne spomine imate? Vi ste zelo veliko gostovali, ne? Obstaja sploh slovenska osnovna šola, ki je niste obiskali? Ja. No, najbrž obstoji še kakšna, ki je uspelo, da se me je izognila. Ampak meni so bili ti obiski vedno v neskončno veselje. Ker jaz sem vedno očaran na šolah, ko vidim, kako lepe, pametne, bistre otroke imamo in to sem že večkrat rekel, da verjamem, da bojo oni rešili vse oslarije, ki smo jih mi pripravili. No, ampak jaz sem imel vedno dober stik z otroki, tako v mestih kot na podeželju. Praviloma sem vedno raje šel kam daleč, tja, kjer so šole težko dobile avtorje, jaz sem pa vedno šel zelo rad tja in sem bil na kakšnih zelo eksotičnih mestih in šolah. Pa tudi zanje verjetno je to bil velik obisk, ne? Ja, to je bil sigurno velik, se pravi 1,91,5 centimetrov velik obisk, ampak vedno smo se sjajno razumeli, ne, in meni je bilo to v veliko veselje in na nek način v poduk, ne. Jaz sem iz njihovih oči razbiral, a so moje duhovitosti za njih sprejemljive ali je bolje, da jih pozabim. In istočasno sem iz njihovih vprašanj, s katerimi so me praviloma vedno zasipali, sem potem videl, kaj jih zanima, ne. No, jaz sem dobil vsakršna vprašanja, ne. Od tega, zakaj imam sive lase, potem ne vem, ker so v mojih zgodbah veliko nastopajo fantje, če so mi fantje bolj pri srcu kot dekleta. Potem, kaj ste pa na to odgovorili? Na to sem odgovoril, da so mi fantje pri srcu, dekleta imam pa v srcu. Včasih me vprašal, koliko sem star, ne, seveda, ali pa koliko sem bil star, ko sem napisal prvo knjigo in jaz sem potem vedno
jim odgovoril z vprašanjem oziroma z matematičnim izračunom, ne, da sem star 2015 minus 1945 in lani na eni šoli so izračunali, da sem star 3 leta, na eni drugi pa, da sem star 1876. Ne. In sem se potem pohvalil, da za ta leta kar dobro izgledam. Ne. Otroci so v odnosu recimo do učiteljev pogosto bistveno bolj sproščeni. Učitelji se morajo bistveno bolj boriti za avtoriteto. Potem seveda otroci so obdarjeni, obremenjeni s temi tehnologijami, telefoni, računalniki in tako naprej. In se to nekoliko na njih pozna v načinu pogovarjanja, ampak sicer pa mladost je vedno mladost in jaz sem vedno srečen, ko jim jo lahko kradem za svoje potrebe. Vendarle drži, je precej resnice v tem pregovoru, da je v šali izrečene največ resnice, ne? Humor je pravzaprav, mora biti celo vendarle to klestenje literarno, ne? Najbolj zahtevno in nujno ravno pri humorju, ne? In razmišljam o tem, da je to mora biti najtežavnejša disciplina literarna, glede na to, da je tudi najmanj prisotna v literaturi. No, meni je bil... Vi ste precej osamljeni, to želim povedati kot avtor, kot satirik v Sloveniji, ne? Meni je bil humor vedno blizu, ker se mi zdi, da lahko s humorjem poveš več in bolj naravnost kot s čim drugim. In če govoriš s humorjem, potem eventualno poslušalci oziroma bralci to počnejo z enim ušesom zaprtim, ne? Tako da, ko gre pri enem ušesu noter, ne gre takoj, pri drugem ušesu ven. Pri mladih se mi zdi, da s humorjem res bistveno več lahko poveš, kot z dvignjenim prstom. In pri pisanju za odrasle je pa seveda danes, tako kot je že stari rek, ne, je težko ne pisati satire, ker je teh primerov v vsakdanjosti toliko, da pravzaprav ne veš, ne, se ti zdi, se je literatura, se je satira, se dogaja, kaj ne, pa potem še pišem. Samo še satira se skoraj da dogaja, ja. Ne? No, ampak je nekoliko problema je pri nas, kje to objavljati. Ne, ker list za pametne Slovence pa vliha izumrl, ker očitno je pametnih Slovencev premalo, da bi imeli svoj vzdrževali časopis. Ne. Druge pa tega prostora pravzaprav ni. Ne. In seveda klestenje, krčenje materialnega položaja v medijih, recimo tiskanih, ne, ki bi tu bolj prihajalo v poštev, je pač tako, da potem morajo tisti, ki so zaposleni tam, pisati verjetno vse, ne, od vremenske napovedi do smrtnic in ne morajo pisati še satire ali humorja, pišejo kolumne in tako naprej. Ne. Kakšni pa so bili argumenti tistih, ki so vas zavrnili? Ja, ne, da nimajo prostora, da nekako to ne gre v njihov kontekst in tako naprej. Ne. Sami razumljivi razlogi. Zato sem bil objave v Večeru toliko bolj vesel. Zaskrbljeno, zaželene, humor pa ne. Ne. Dejansko, ne, ker to počnejo sodobni mediji. Moj pogled na medije je ta hip nekoliko bolj otožen. Ne. Še posebej, ker sem sam pred mnogimi leti bil urednik časopisa in sem imel neke zahteve do svojih sodelavcev. In se mi je zdelo, da smo takrat znali postaviti decimalno vejico, kaj je bistveno in kaj je nebistveno. Danes se pogosto zgrozim ob tem, kaj pri nas je novica. In še posebej, kaj pri nas je novica na televiziji. Ne, tako da... Verjetno govorite o nacionalni televiziji, ne, tudi? Ja, predvsem o nacionalni televiziji, ker drugih niti ne gledam, ne. Zdi se mi, da je borba za bralce ali gledalce pri nas šla v povsem napačno smer. Ker se mi zdi, da bi ob vseh teh krizah, da bi dober medij
Se pravi, medij, ki bi znal videti bistvo našega življenja v tem času, v tem trenutku in v tem prostoru, ki mu ne bi spodrsevalo ves čas na neka črna, rumena obrobja, da bi tak medij lahko imel zadostno količino bralcev, ker vsi od nas, oziroma mnogi med nami, hlepimo po nekem dobrem, kvalitetnem mediju, po pravih temah, po dobrih obdelavah teh tem in po seveda izvrstnih komentarjih, mnenjih, tega je vse manj. In se mi zdi, da potem, ko bomo dosegli rumeno dno, upam, da se bomo odbili navzgor, oziroma če citiram ljubega nam Murphyja, posamezniki in narod se začnejo racionalno obnašati potem, ko so vse druge možnosti izčrpane. In zdi se mi, da smo mi blizu tega, da bomo vse druge možnosti izčrpali in se bomo začeli obnašati racionalno in upam, da bo to veljalo tudi za medije. Gospod Pregl, še nekaj bi vas rada vprašala. Kako ste prišli do zlate sredine rešitve, kako otrokom povedati, kaj je prav in kaj narobe? To sem brala ravno v vašem predgovoru, v preroku na tankem ledu, ne da bi jih pri tem užalili. Ja, to je seveda težko, ne. To je težko, ampak jaz se tu rešujem pač s humorjem. Ampak to verjetno tudi z leti pride vedno bolj prefinjeno, ne? Vi imate sicer dar, talent za to, ne? No, ne morava žal zanikati kilometrine, ne. Ja. Ampak jaz se zelo spominjam, ne, teh navodil svojega, bi rekel, vzpodbujevalca pri odpravi Zelenega zmaja, Walterja Samide, urednika Pionirskega lista. On je vedel, kako je treba ravnati z dekleti in fanti, da te slišijo, ne. In on mi je takrat lepo povedal, da z dvignjenim prstom ne bom dosegel nič, oziroma je bolje, da ga ne uporabljam. In potem se pač lotil drugih prijemov, ne. Jaz sem nekoč pisal priročnik o lepem vedenju, ne, za mlade, Počesane muhe. Takrat je bilo zelo zabavno, ne, urednica me je poklicala in rekla: Slavko, ti bi mogoče to znal. Že cela vrsta avtorjev je odpovedala, ker tega niso znali. In jaz sem seveda takrat samovšečno padel v to prozorno zanko. In sem jaz bom to napisal. S tem, da so se muke začele naknadno, ne. Jaz pač otroke spoštujem in se mi zdi noro jim razlagati, da se ne žveči, ko govoriš s sogovornikom, da nimaš rok do komolcev v žepih, ko govoriš s sogovornikom, da in tako naprej in tako naprej. Po drugi strani jim je pa to vseeno treba povedati, ne. In sem potem tam nekaj časa izumljal nek način in se mi zdi, da sem izumil nek način, kako to povedati. In se mi zdi, no, da v mojih knjigah ni dvignenega prsta, oziroma, da je dvignen prst, ampak se ga ne vidi. Kako so vam učitelji še, da pišete hvalnice mestnemu življenju, ko sem pa šla skozi vaš opus in te zapiske o vaši literaturi, vašem delu, ki sem jih našla, pa nisem nikjer našla, gospod Pregl, očitka, da vam kdorkoli učite, da pišete hvalnico družinskemu življenju in odnosu, medčloveškim odnosom. Jaz menim, da vi hvalnice temu pišete. To se meni zdi seveda povsem naravno, a ne. Sej starši niso sovražniki otrok, tudi hišnik ni sovražnik otrok. Tudi ravnatelj ne in ravnateljica ne. Ja, in šolniki še sploh ne. In se mi zdi, da je nujno, da najdemo skupni jezik in kakšni občasni spodrsljaji, ki so ovekovečeni v kakšnih drugih knjigah. Pri meni pač ne najdejo tega prostora. Oziroma, kadar že je, so te izjeme bolj blago risane. Ja, se mi zdi, no, jaz mislim, da so moje knjige na nek način hvalnica strpnosti in razumevanju. Bi rekel, zavito v celofan humorja. In seveda sem zelo vesel, če ste tudi vi dobili tak vtis. Ko berem to knjigo Pravljice za punce, fante in vse ostale, izbrali ste kratke zgodbe, vi sami ste bili
antologist, bi rekla, ne. Pa rečem, joj, glej, pa res, življenje je lahko tako preprosto, ljudje se lahko pogovorijo res o vsem, ne. Ampak se mi zdi, veste, ta knjiga, zelo lepa rdeča, v barvi radosti, kot en tak literarni spomin tudi vašemu družinskemu življenju, ko gledam tudi ilustracije vašega sina, ne. Rečem, pa vse to so Preglovi v tej hiši knjige. Pa vam je zdaj takole čez mizo podajam, gospod Slavko Pregl, da nam boste prebrali eno izmed zbranih in objavljenih v knjigi. So res eni takšni cukrčki za vsak dan, ne? Vsak dan lahko en bombonček ali pa vse 3 ali pa 8 poješ, pa ti ne bo nič škodilo. To je dobra stran literature v primerjavi s sladkarijami. Ja, no, seveda lahko brez škode zaspiš potem, ne? Ker ni nič zgubljenega. Izvolite. No, jaz bi prebral zgodbo Zvezda s čepico, ki gre pa takole. Klemen je nekoč prišel od babice zelo žalosten. Potikal se je po hiši in prazno gledal okrog sebe. Kaj pa je? Se je začudila mamica. Vedno je takoj opazila, če je bilo s sinom kaj narobe. Klemen je sedel za mizo in si grizel nohte. Vedel je, da to ni lepo, ampak zdajle si ni mogel pomagati. Končno izdavil. Babica mi je povedala, da je potem, ko umremo, vsega konec. Nikoli več se ne vidimo. Kazalo je, da se mu bodo po licih zdaj udrle solze. Usta so se mu krivile in glas se mu je malo zatresel, preden je umolknil. No, ga je potolažila mamica, saj ni tako hudo. Pridi, nekaj ti bom pokazala. Prijela ga je za roko in ga peljala na trato pred hišo. Bil je topel poletni večer. Na temnem nebu je mežikalo na tisoče in tisoče drobnih zvezdic. Sedla sta na klopco ob lipi. Vidiš zvezdice? Je vprašala mamica. Vidim, je pokimal Klemen. No, je rekla mamica, kdor umre, postane drobna zvezdica na nebu in potem gleda dol na zemljo. Res? Je vprašal Klemen. Samemu sebi se je zdel že precej velik, ampak tale hip je na to pozabil in se stisnil k mamici. Nekaj časa sta molče opazovala zvezde in potem šla k večeri. Zjutraj je Klemen v predalu omare z oblačili poiskal svojo modro čepico z velikim ščitnikom. Skrbno si jo je namestil na glavo. Nosil jo je od jutra do večera. Tudi po noči je ni snel. To je trajalo nekaj dni. Kaj pa se godi, Klemen? Je vprašala mamica. Prejšnje dni čepice nisi maral nositi, čeprav je sonce zelo močno sijalo. Sedaj jo imaš na glavi, ko sije sonce in kadar so oblaki, kadar piha veter in ko ni nobene sapice. Kaj se je zgodilo? Klemen se je ustavil. Mamica, je pomenljivo razložil, čepico vendar moram imeti. Ko bom umrl in bom postal zvezdica, me boš takoj spoznala in prišla k meni. Kako pa bi me sicer našla med mnogimi zvezdicami na nebu? Slovenski jezik je izjemno lep jezik, ne? Ja, še posebej. Zadnjič sem slišal tako lepo primero, da najlepšo ljubezensko pesem se da napisati v slovenščini, ker samo slovenščina ima dvojino. Poslušali smo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom kot omaž Slavku Preglju, ta teden preminulemu pisatelju. Leta 2015 se je z njim pogovarjala Simona Kopinšek.